Evo nas, spet smo, živnik. Živa. Evo, spet smo prišli do ene ugotovitve. Dejansko jaz pa Simon, ki sva zajebala, ki sva tukaj menala tisti ležaj, ki ste videli, ne, mi je uničil takrat eno podložko spodaj, v bistvu eno zaščito za ležaj. Jaz pa tudi nisem sploh gledal, pa smo direkt dali ležaj na križ. In zdaj se pač ne ujame se tle gor. Glej. Ne usede se lepo in je luft. In kaj bo naredil Nik? Tale rob tukaj, ki je, ga bo podaljšal za 3 mm. Zato, ker zdajle se ta rob usede tukaj na navoj. In dejansko je luft. In nič ne drži tole matico. In ta matica je v bistvu v zraku. Zdaj, ko bo pa on to postružil, za 3 mm, se bo pa lepo usedel. In to vse je zaradi moje napake, ker sem dobesedno smotan. Ampak gled, nimaš kaj učimo. Na napakah se učimo. Da ti je vedeti, stari moj, koliko sem napak naredil. Ampak ja, gled, izkušnje pa so. Ti pokažem motor, da veš. Dejansko, če bi znal, pa imel izkušnje, to je vse skupaj mogoče 2-3 ure. Ja. Ampak ker sem jaz to 3-4krat razbil, pa zdaj nazaj, pa študiral, kako kaj dela sploh. A veš, jaz sem v bistvu zdaj študiral, kako oni zobniki se premikajo vilce avtomata, ker sem to prvič videl, tega ni pri skuterju. In dobro, sem si ful časa vzel, pa imam tam mega, hvala Bogu, Italijana, ki je to vse posnel, lepo, detaljno in pol slediš njegovim navodilom, sestavaš, pozabiš, vidiš, da si pozabil eno podložko, spet razstaviti in te fore. Tako da dejansko je mukotrpen pač del, ampak glej, naučiš se pa ful. Ful se naučiš, tako da ja, evo, vse poznaš, kaj je to. To je sklopka, recimo, tukaj se štela, v bistvu, koliko je luft lamel, potem pa tukaj pa štelaš, koliko je luft tele sklopke. Veš. Tako da, premaknem mal, zdaj, veš, kaj sem skupaj dol, v bistvu mal tale, kako bi rekel, gred drži. A veš, mora se pržgati, pa mal se gret, pa da se to vse skup ulaufal. Upam, da nisem kaj ležaj, sjebo to, kot prijatelj. Evo, neč, dej, zrihti to, pa se vidi. Ajde. 26.3. evo ga, tretji dan, odkar sestavljamo mašino. Dejansko zdaj se bomo lotili tega pokrova, kakor vidite, kar svinski, tole odketne. Ta pokrov bo šel v ultrazvočni čistilec, potem tudi ta pokrov bo šel v ultrazvočni čistilec, da bomo tole vse skup spucali, plus še neke malenkosti, tako da bomo zdaj to not. Vmes pa jaz študiram, gledam Italijana, kako kaj se kaj dela, kaj se treba pol lotati in počasi gremo naprej. Nekaj sem najdel. Tole sem pozabil dati ven. Pokrov gre noter. Tole bom jaz malo na grobo sam dodal. Sjerija na to. Krijemo in ok, pol ure je minil. Župa se kuha. Vrelo. To je to, zdaj pa sprat. Zdaj, ko je spucal, ni čist. Moram dati še malo noter. Evo ga, zdaj pa je v nulo, le to. Ko je to lepo spucal. Zdaj je vroče, to ful. Veš, kako kar barvo mi napihne tole. Itak tole gre v farbanje zdaj, ampak ja, tam, kaj je bilo slabo, kaj je spod pršal, je napihnan. Tako da zdaj tole bomo sestavili, veš, takole prije pokrov. Tole zdaj trenutno samo gledam, kako pride. Zdaj edini problem tukaj, da smo tukaj vodna pumpa, tukaj prije pa pumpa za olje. Tako, kot imajo skuterji. Recimo, tale motor je imel pumpo za olje, se pravi, on sam meša
to prije tukaj not, ampak jaz bi to rad dal stran. Zakaj bi rad to dal stran? Ker tele motori so ribali, tudi tale je za ribu zaradi tega vraga stare. Tale vrag lahko zašteka, crkne, karkoli in ti zariba motor, ker pa to ni skuter, da lahko dobiš cilindre, bate, kjerkoli. Sprav, tole je zelo redko za zrihtati, bom jaz tole eliminiral, da mi ne bomo imeli te skrbi. Zdaj pa edina stvar, ali bom tole dal sam tukaj not za lepo, pa pač tega zobnika vmesnega ne bom dal, ker tale poganja, ne. Ali bom pa naredil tukaj en čep. To se bom še odločil, ampak za zdaj se gre sam, da jaz tole tako postavim, a ne, pač to takole pride, zategnem vse in potem komplet sestavim motor. To je toliko sam provizorično, da te šraufe sem dal zato, ker itak bom dal nove, jih imam že pripravljene. Zdaj pa za tole, kaj imam. Zdaj, tle so 3 različni šraufi, 3 dolžine. Zdaj, kjer gre kam? Zdaj testiramo lahko pa. Moje tale. Ajde, gremo loto. Nekaj se sliši. Obrnemo na drugo stran. Tako. Se pravi, prišel sem do ugotovitve, da moram dati tukaj not semering in da moram dati tukaj not semering. Ampak, če gledam po navodilih, tukaj, se pravi, kjer pride ta zobnik, je vmes še en O-ring, vidiš? Pa se to slika. Je še O-ring in potem semering. A meni se zdi, da jaz tega O-ringa sploh nisem imel, ker to je tukaj vmes, ampak ležaj itak toliko stisnem, da ne more olje spuščati. Sem pa dal jaz eno gumico vmes, tako da za vsak slučaj tole pol stisnem in to je to. Zdaj bom pa jaz probal dati tele, se pravi, bom probal dati ta semering noter, malo ga bom namazal. Se bo lažje usedel. Takole. In bomo dali semering noter. Da sem se prej mučil, ko bo dala zunaj, sem dal cevko, udaril enkrat, dvakrat, pa je šlo lepo noter. No, skozi se učimo. Se dejansko imam tak seto, veš, to je boljše zato, ker je to mehko, ne. Tam ne gre, ker to je mišljeno za Gilero 50 in ne paši. Zdaj sem, se pravi, sem dal semeringe noter, zobnik noter, provizorično. Zdaj pa dajemo cilindre gor, provizorično seveda. Tako. Takole. Ok, se pravi, motor je sestavljen za barvanje. Te lukne treba zaščititi, prav kjerkoli so lukne, to bo treba zaščititi, potem se pa lotiti dela. Se pravi, če bi imel take čepke in bi sam to lepo zamašil, čeprav ni nekaj kritično, tukaj lahko dam eno svečko. Bomo dali Bosno F100. Smo že eno lukno zamašili. To je to. Evo ga, zdaj sem se malo potrudil, pa sem malo zaščitil vse skup. Tako da dejansko je pripravljeno za nabarvanje. Tele stvari bo treba malo zbrusati. Tako da je nekaj zaščiteno. Tudi tukaj zadaj, tukaj so matice. Kjer hudič ne da miru, sem rekel, ajde.
bom malo namazal s tole snovjo proti barvi. Tole je osvenevalec premazal, sem baje ne dela tako dobro. Sem enkrat že testiral, baje včasih so bile ful boljše, no. Sem so začeli to neki kvajsi imam. Ekološko vamo tamo in baje to zdaj več ne dela. Tako da tole kao namažeš in pa odrgneš dol, ne vem. To namažeš pa pustiš, nijem pojma. Tako bom naredil. Malo bom premazal pa pustil. Pa kar bo. Vem, da sem enkrat nekaj probavil, pa baš ni delal. Vem tole namazal, pa pustil. Pa naj razžira, če bo razžaral. Zdaj nekaj tole je razžaral, ta ultrasonični. Tem, ker je bila slaba barva, tam je ultrasonični. Razžaral vse skup. Zato nekje ima, nekje nima. Na začetku sploh nisem mislil, da bi dejansko barvil tole. Dejansko kar nekaj razžira, veš. Nekje kar zgublja barvo, veš. Ampak tole je umazan proces, vidim. Sploh ne vem, te lepi deli, to sploh ne bi rabil. Zdaj sem se malo zajebal, malo imam pomislek, kaj mi je bilo tega treba. Tole je res svinjski del. To smrdi kot svina. Zdaj jaz sem za eno tako bronasto. Oziroma ni toliko groba, takole gre malo lažje. Šopičem res ne pobira toliko. Takole pa kar. Tako da je kar del. Zdaj s tem delam rajse, ne vem. Izgleda, da ne, ampak treba preveriti. A dela rajse ali ne. Malih pa dela, nič kaj preveč. Tole treba postružiti dol vse. Jo, to bo tu del. Ok, smo najdeli malo boljši način za tele noter, se pravi pozicije, kjer ne pridem. Ni zdaj toliko groba, ni pa tudi toliko trda, tako da vse moraš malo drgati. Mi pa pomaga, no. Ok, kaj smo se naučili? Na uni strani sem kar drgnil, ne. In pač to stran nisem. In sem ugotovil, da se je tale stran zelo lepo začela napihovati. Se pravi, nauk te zgodbe je, da moš pustiti 15 minut do 1 uro, 2, da se to vse lepo napihne. Vidiš, skozi se učimo. Evo je svirija, težka, sem že malo zadet, sem v zaprtem prostoru. Dejansko so topila, zdaj sem vzel pa eno vrečko, baje pa pokril. Baje, če namažeš, pa pokriješ, da ful bolj razžira. Dobro jutro, evo ga 27.3, kakor vidiš. Tole sem namazal čez noč, pokril z vrečko. Sem mislil, da bo razžaral vse skup, pa ni, se je vse skup posušil. Spet sem namazal, preden sem šel v šumo, zdaj pa, glej, grinding stari. Če pa ne gre, pa vzamemo tole. Pa drgam prijatelj, to pa jemu kot trpno delo. Evo ga, zdaj sem spucal, kakor sem lahko. Unim lavakolom dol pozabi. Drgenje ščetka, medeninasta, pa udri po sirotini, stari moj. Zdaj tole je tukaj vzpod, vse sem dol, sam ne spet tok, tudi ne rabam, pa glej si. Zdaj pa jaz tole sprav za temle mojim vapom. Kaj zdaj soseda? Nič, evo. Zdaj dajem dol barvo, zdaj pa perem. Ne, nisem, zdaj dajem, to je motor, ampak zdaj dajem dol staro barvo, pa moram poprati, pojem pa pobarvam. Zdaj, ker je bilo na pol slabo. Zdaj sem na novo delam ta motor. Ti vse znaš tam. Veš kaj, jaz vse znam, taki ne vem. Mislim, da znam sam to šrapati. Mislim, da znam sam to šrapati, kaj. Evo, Slasem, kaj ti, kako si? Daj mi boš kaj zasela. Moraš navati, ampak moraš res pregneti. Res me moraš pregneti. Da gre vse ven iz mene. Da gre vse ven iz mene. Ti tam, kaj ni treba. Slišno, čak. Soseda. Ko pereš, šele vidiš stanje kakšno.
Sam vem, da mi je tale motor ven padl. Matica odpadla, kolikrat sem vrtel. Takole. To je to, ne da se mi več. Bo kar bo. Fucking veter, stari, moj telefon mi padel, jebem ti, skoraj mi se razbol. Sreča ni. Saj neki sreče. Zdaj pa final touch. Takole, take neravnine, malo šafen cigarčkom, takole poprčkaš. Pač do konca, pa gremo ličarje. Evo ga, Nik je v letu. Kaj smo naredili, Nik? Spet. Ja, noč, gledali smo tale robček spodaj, smo malo povečali, da se je usedali to nazaj. In zdaj to paše, ne? Zdaj to tako paše, kakor treba. In tukaj tole prišraufaš. In pol v bistvu stisneš vse skup. A ne? Da se drži dejansko, da matica ne To je zdaj tako, kot je bilo original. Sem pa zdaj foro, zdaj mi bo roke trpele, ker zdaj imam 2 mm oziroma 3 mm nižje roke. Zdaj imamo te. Kaj imamo zdaj v planu? Zdaj bomo pa naredili še blendo za tole pumpico, za oljno pumpo. Tako, ja. Za dvotak tole. Čak, kako to, da bomo dali oljno pumpo ven? Ni to fajn, samo meša, full easy, tako kot skuteri, ha? Kaj ona neha mešati za riba. To pa ni dobro. Ljudje se ne zavedajo, da te stroje, ki mi rihtamo, za teh strojev delo več skoraj da ni. Ja. Ni to skuter. Kaj denarja daš noter, pa na koncu, da za riba zaredene take pumpice pizda. Ja, kakšna je pol rešitev? Bo da stran narediš blendo, namesto pumpice in jo daš stran, pa mešaš sam v tank. A boš naredil blendo tudi ta rob, pa kakšno bomo dali kakšen o-ring čez ali kako? Ja, se pravi tako blendo, s tole flančno, tale fi, tukaj bo prišel o-ring, se bo lepo zašraufati, kot original. To. In bomo sami mešali, ne? In pa bomo zihar, bomo vedeli. Vedeli bomo, da bo vse ok. Veš, koliko je takih motorjev zaribali zaradi teh pump? Ja, za brez veze. V bistvu vsi so zaribali zaradi teh pump. Ali zajela poč, ali ne vem, cev začne spuščati, ali karkoli in se furaš, greš proti morju, sam in še bog ne ve, kakšnemu vinku tam ti zašteka kolo, odletiš 3 fine strine, ne. Tako da mi bomo dejansko to čist naturalije sam, koliko je to, v bistvu 1 deci na 5 litrov, 2% mešanca. Ja, 2,5, 2,5, tam nekje, ne. Tako da bo ziherica. Ok, super, Nik rešuje zadeve, če rabite karkoli drejanje, imamo tamo, se veste, Nik the Drejer. Srečeva stvari, hvala ti, stari. Evo, folk, jaz sem pri Lemi, pripravil sem mu lepo motor, malo sem ga zaščitil, Matic glih ima neke opravke, ampak vseeno tukaj ima, upam, da bo tole zdaj čim prej prebarval. Nedeljek, živijo. Živijo, ura je 7:30. No, bilo 11. Prišel sem, je rekel Matic, da naj pridem. In imam surprise za njega. Jaz tudi, pozabil sem en del, ampak sreča, da ta del je dobro obarvan in se ne vidi. Tako da je, bil je priden, se je lotil, no zdaj pa povedal kako. Kako si to zrihtal zdaj? Vzameš pištolo in pač pobarvaš. Čist simpel, stari. Zdaj poglej, še svečko sem ti poštrihal, da jo boš imel res ono barvi, res načit. A ne? Ja, model, to moraš tako narediti, da pač do polka vsaka te bo vprašal, pa imaš to za eno hudo svečko noter in ti rečeš. Pobarvano. To je original, stari, to druge svečke sploh ne smeš noter. Faca, ja vidim, da si naredil tole kaj novo zdaj. Kako sem kaj prebrusil s tole? Ful si dobro pripravil, res. A je bilo dobro? Tam, zap. Vidiš, zdaj sem se res namučil. 2 dni sem drgnil k budala, stari moj. Ja, zato, ko imaš ful teh čudnih prostorčkov vmes noter, ne? Ja. In je res jebano. Kaj ima pa tukaj? Kaj ima pa tukaj? Je kva imamo tleno polomeno plastiko, no je kva sto prineslo. A je katastrofa, ne? Človek mora izmodelirati nosilc za fucking, kako se mu reče? Ogledalo. Ogledalo.
Ja, res, boge so stare, so, veš. Ja, se ti tudi, sam ti malo bolj zgledaš. kot stare plastik. Hvala, to bom vzel kot kompliment. Ki jih ni stokli že. Podrt vas. Glej, tole ste v bistvu mogli na novo narediti ta del, tega dela ni bilo, ne. Pa vidim tukaj, da ste tako nekaj ojačali, se pravi, ena ojačitve so. Tako da je kar dela s temi plastikami, no. Ja, tlele imamo še, se pravi, spoiler. Spoiler je tudi ojačen s takimi deli. Tole bo malo zrihtal, tukaj dol imamo tale blatnik, katerega sem dal pizda 200 €. To sploh ne brabu, ker imam zdaj drugega, ampak okej. Tako da, evo, zadnji del. Prijatelj, približno, kdaj? Kdaj približno, prijatelj? Zdaj pa že april, drugače. Zdaj pa že aprila, ne? Zdaj pa počasi jaz motor dajem gor na geštel. Probam tole zalaufati ta teden. Ja, to je pa vprašanje še. To je pa še vprašanje. Tako da nič, pustite bom namer, pač dober nared, pa se vidimo naslednjič. Naslednjič, ko pridem snemat, da posnamam lepota. Zraven tebe. Zraven tebe. Ajde, živ. No, pa smo končno pripeljali domov. Zdaj sem jo dal gor pač na tole svoj nosilec. In bom počasi tole zaščito dal dol. Se pravi, zaščita, katero smo dali, da ne bi slučajno pobarvali stvari, katere rabimo. Barva je pa RAL. Ne, le, ki se je prijela barva, tukaj se je že odlušila. Fucking shit. To je to. Aha, to je pa zdaj problem, kaj je skup. Treba tole z nožem malo razdvojiti. Tako so rekli, edino to se barva na motorju, veš. To se barva na motorju. Veš, pobarvano. Zakaj se barva na motorju? Zato, ker pa, veš, tole moraš se zaščititi. Veš, in je pizdarija. To je problem. Aj čevapi, ne mogoče. Čevapi, ljudi moji, čevapi. Ojoj, tukaj se mi je barva. To. Sploh ni prijela tle. Jebem. Ja, neč, evo. To je pa tisto, kar smo naredili slabo. Slabo smo razmastili. A vidiš? In se je barva olupla. Tako da zdaj bom jaz tole orank tam, ker je slabo prijela barva, se zlušču, jutri spet nazaj in spet strihanje, popravljanje. En korak naprej, dva koraka nazaj. Klasika. Kaj misliš, da si nekaj naredil, spet moraš popravljati. Tako to pač je. Evo 2 ure drgnjenja. Tam, kjer je barva popustila. Se pravi, kaj smo se danes naučili? Naučili smo se, da predpriprava oziroma priprava je zelo pomembna. Gledaj, jaz, ker sem dajal noter, ker sem sestavljal, sem z VD-jem natočil, ker je to čez vikend stal in ker ni tesnil, je VD lepo se razpostril po mašini in moj prijatelj Matic, ne vem, pravi, da je spucal, ampak meni zgleda, kada ni in je kar preštrihal in seveda tam, kaj je bilo masno, tam barva ne prime. Če pogledate, je okoli teh stikov. Tako da sem jaz celo malo prebrusil, probal čim dol dati barve tam, kaj slabo drži, zaščititi in jutri ponovno gremo k Maticu. Dobro jutro. Part tu. Ponavljamo. Dan kasneje. To je, a v bistvu tako se počutim kot v šoli, ker sem dobila šut, pa moram pa iti na popravni test. Delal sem na popravnem testu. Koliko popravnih testov? 2 sta bila, zdaj sem na prvem. Tako da upam, da tega narediva. Kaj sva zajebala? Vse. Ko misliš vse? Gre se jokat. Se pravi, takole zdaj spet gleda, tokrat sva rekla, da bova dala narazen, pa da bova zaščitila. In ja, ljudje, ki barvajo mašine, jih sestavijo do konca, se pravi do konca in polje pa barvajo. Jaz sem malo zajebo, tole je bilo se polno VD-ja vamo tamo, kljub temu, da sem jaz to spucal, on je spucal, gled, je prebil. Zdaj sem pa vzel aceton in sem z acetonom dobesedno vse prečistil in zdaj bomo dali v peč in še enkrat preštrihali. Tukaj si lahko pogledate Kaj? njihov tutorial How not to paint an engine. Evo nas, ponovi vajo.
novi vajo. Barvamo svečke. Ja. Včeraj tega nismo posneli, ker smo barvali. Tas pa bomo, pa mogoče še enkrat. Ne, no. To moš zdaj povedati, mi zdaj to barvo špricamo kislinski primer, da bo od Tinotove čilere pojedel vso maščobo, da se bo barva dobro prijela. To mogo včeraj že narediti, ne? Seveda. A ne? Pa smo zajebla, ne? Ja. Pa gledaj, vsi se učimo. Me je bilo pa čudno, kva je to za ena barva. To je zdaj ta prav tutorial. A ne? Jaz pa moje bolj nasmejanega ličarja še nisem spoznal v življenju. Ponavadi se vsi pizdijo skozi non-stop, pa vsi so ničemerni. Ne, tikar. Dej no. Daj no. Dej. Zdaj samo malo na prski gor. Jaz iščem enega sodelavca, meni se zdi, da bi me tudi tam prav. Valda. Prav to veselo faco. Včasih smo ličali, da. To je dober, ja. Ne spodi, ne vem. Ste se. Smaka čas. Ok. To je to. To valda prime, ne? Kaj imamo Zdaj to? pokaži, s čim barvamo. Popravljamo s podjetjem Glasurit. To so neke papagaji neki, a? Papagaj, jamo te papagaje. Kažeš pa to, zdaj pa spucaš, spučeš, kot pravijo štojerci, a ne? Zliješ. Naliješ. Ko je, dvakrat, trikrat na to gre. Zdaj, če ne bi bil 1. april, po mojem, da se vi zabavate. Sem res, danes je 1. april. Zdaj, kako bomo midva preverila, če je ta barva zdaj ok? A veš, kako sem jaz vedel? Napihoval sem s pištolo in se je pol kar lupal. Kaj si še sploh napihovati s pištolo model? Ne, v bistvu. Postiš pred malo, zmontiraš in počakaš, da si posuši do konca. In pol, da samo odpadeš časoma. Hvala. Veš kaj je, kad sem cilinder dal dol, sem že potegnil pol. Kaj sem jaz te rekel v petek? Kva si To rekel? ne moreš tako barvati, da razdiraš motor. To se staviš, motor zadihtaš in pobarvaš. Ja, lej. Zdaj imamo tudi Vsi se učimo. tutorial, how not to, How not to. ali pa how to. Evo ga, dobro. Dobro sva zaščitila. Tole malo ščipanje. To boš ti malo V redu. V redu je. Dobro. A? Mislim, da smo zmagali. Je ta itak bil še kar kul, no. Ja, se vsi kol, sam tudi kol cilindra se ti vse... Ja, vse se je usral. Usralo, 3 pa ima. Koliko časa rab barva, da se res strdi? Ej, 1 uro rabiš, da ona zaščita po porabi, še ne pa dni, da se lepo skladi. Par dni, a ne? Ti se še malo polupčki, jaz pa moram iti zdaj. Evo ga, še vedno je 1. april, pripeljal sem motor domov, sem razstavil, dosti boljšem stanju je. Ne upam si baš neki piha, da ne bi speh barve odpihnil. Je bilo pa presenečenje, ker sem odprl ta pokrov, da je bil ves mastan spet. Očitno je res, ko greš tole mašino, da kar ven olja meče.
ampak nimaš kaj, zdaj bom jaz to probo sestavil, se pravi tale del dati namazati tesnilo, vse skup dati in potem bomo šli naprej, tako da bomo delali kar nekaj danes. Tole tukaj smo tudi vse skup dali, vmes tesnilo, malo namazali, dali tole plastiko, zdaj pa meni se zdi, da bi tole šlo zdaj no. Tukaj imamo pokrov, kateri bom namazal s silikonom, dal tesnilo, tele vijake prvil. Zdaj malo sem se zgubil, kjer vijaki gre kam, sem pol na novo vse skup preveril, najdel pozicije in jih sem zložil, tako da zdaj bomo tole naredili. Ok, se pravi, zdaj bomo dal tole tesnilo gor, spucal sem tole z acetonom, s takim acetonom sem spucal, spihal, zdaj pa bomo namazali tako imam dirko. Eni pravijo, da je dobra, eni pravijo, da ni dobra in bom dobesedno namazal, se pravi bom lepo namazal. Zdaj vem, da po fabriških navodilih mogla biti mast, ampak to je bilo mišljeno za takrat, ko je to bilo novo, zdaj pa ta motor po tolikih letih kar izgubil svoje prvotne mere pa to. Tako so mi majstri rekli, da vsi uporabljajo se pravi silikon. Sem gotovo, da nisem snemal, ful dobro. Skratka, dal sem pokrov gor, šraufe zategnil in zdaj je to v bistvu vse skupaj gor. Vidiš, kot to zdaj. Jebem, včasih pozabim. No, zdaj ga pa še zategnemo 6 Nm, jaz toliko natančnega moment ključa nimam, bom pa sam zategnil, se pravi klasika, zvezda, po občutku. Prišel je naš Nik, the Drejar. Kva si prinesel, Majki? Evo, prinesel sem tale košček. Kakšen košček? Ta košček bo nadomestil pumpo za ole. Kam to pri? To bo prišlo tlele, evo. Kva zdaj sva dala neke gumice, neke sva iskala, Ja, neke sva iskala, neke gumice, sicer je malo ta predebela, se ne usede čisto lepo. Misliš, da se ne? Daj probi, no, tle imaš vijake, glej, tu te imajo gumice, viš? Ajde, na šaraufi tole. Da vidimo, zdaj, ker si prinesel že, da radiš malo. Drugač, po moje bi bilo fajn tudi kakšen silikon namazati, ampak kde, so prekratki? Malo so prekratki, ja. No, pa da jo poiskati. Malo podložkice. A si dal nov ring? Super. Zdaj so pa dosti dolgi te, ne? Ja, so, ja. Imam nekaj šraufov. Na rezervi. Ja, zdaj sem si kar kupil, sem si takole zložil. Glej, vidiš, ko glava ne boli. Top. Evo ti ključ je tam. Zdaj pa po občutku. Sam čutaš, a se usede, se ne usede. Vse po mojem. Vse, ne, ja, itak vse glavo stisneš. Zdaj tam gdorco pa zategn po občutku. Gled, kam je pobegnil, no. To ni dober. Po mojem boš mogel dati silikon tukaj. Ja, v tor bi mogel narediti. Nisi v tora naredil, stari. To, ali pa še tanjši bi mogel o-ring dati pisati. Zdaj poglej, če malo kaj drugega. Zdaj imamo teh AliExpress tesnil, ko hočeš, sam ta pravi ni. Ajde. Viš, to je čist tank pisati. Ja, to je prevelik. Malo je prevelik. Dej tega, Majki, ti tega dej gor. Dej, tako, naj malo debelejši. Naj se on usede. Tako že zdaj malo on gleda. Dej, ti njega stisni. Se pravi, mi dajemo dol oljno pumpo, Ja. da v bistvu se izognemo morebitnim težavam. Ker to niso skuterji, da imaš cilindrov, koliko hočeš, a ne? In moramo čuvati te motorje. In s tem, da... Tiste govori. Jebo svoj No, pep. preveliki so to, res? Ker prečisi je pretenek, ker bom jaz. Ok, zdaj tretja varianta, zdaj smo dali še debelejšega. Ta se pa Veš, ko se sploh ne usede. Ta se pa sploh ne usede. Ne bo... Daj za fore, da vidimo, koliko bo tega ven bil. Če ne probaš, ne veš. Včasih pa rata. No, zdaj ga pa zategni. Tega tudi ven zbija. Koga zbija ven? Ampak se ga tudi tle. Dihtal bo, ja. A misliš, vse in tudi, če ga ven zbija, da ne vdihtar? Ni šans. Ništa. Mora biti to Orenk. orank ali pa nič. Drugi četrti nazaj smo v delavnici. Kaj sem zdaj naredil? Dejansko sem tole zdaj tukaj dal. Najdel sem eno tesnilo, dosti tenko, dol gor, pa sem pa še silikonom namazal za vsak slučaj orank
zategnil, tako da to zdaj stoji in bi se mogli posušiti, bi mogli tole dihtati. Zdaj bomo pa dali skup vodno pumpo, dejansko imamo tukaj pokrov, potem imamo pa tudi še tesnilo, seveda katero bomo tudi namazali silikonom, tako da bo zihar dihtal, pa gremo. Sem po škilu, dejansko sem pozabil, kako je že tole bilo. Ampak ja, logično, izpust je dol. Zdaj ti je logično, prej ti ni bilo nič logično. Tako, novi vijaki. Moramo videti, da ujamemo sredino. Čas približamo z vseh strani. Ok, kaj imamo zdaj tle? Zdaj imamo tle stari bat. To je ta, kateri je še vedno v dobrem stanju. Je malo dobil rajs, pa to, ampak smo mi to zgladili. Sem pa nabavil novi bat. Dobil sem ga iz Anglije, Komi. Je pa C oznaka, kot je ta oznaka C. Zdaj upam, da tale ni zagrabil, zato ker ni prave veličine bat. In da kam tega dol bo spet tudi ta zagrabil. Je pa to, so pa stari obročki, stari ležajček, se pravi sornik plus tele spunkice. Tukaj imamo pa novi ležaj, novi sornik, nove ležaje, mislim tele obročke pa spunke. Tako da bomo dali tale novi komplet, tega bomo pa shranili, ker teh delov pač ni in so zelo redki, tako da tudi prav pride. Saj tole če bi zdal gor, bi tudi laufal, ampak ker že sestavljam, bom dal pač novo. Ok, zdaj imamo tukaj stara tesnila, se pravi med glavo in cilindrom. Pa za spodnji del, tukaj imamo pa nova. Zdaj, en problem je, tale od novega je pretanek, ta je 2 mm, ta je pa 4 oziroma 6. In ker mora biti tle skviš 1,1, to pomeni prostor gor, ko gre bat do zadnje točke, mora biti 1,1 mm in je s tem v bistvu premali. Bom uporabil staro, se pravi staro, tole je tesnilo, pa tole novo. To dvoje bom dal pa za rezervo na stran. Jo bom lepo spucal, namazal, pa postavil not. Uporabil malo acetona, tako da to svinarijo dol dam. Prav česa se bom lotil bata. To. Namazal. Takole. Na tak način še nikoli nisem batih obročkov dajal gor. Tukaj ga zatakneš in pa ga zarolaš. Tole je drugače dvotakten olje. Tale je čist nov ležaj. Takole. Sklečem takole stisneš, a veš, padaš pa noter.
Puščica je navzdol in to je to. To je to. Ok, zdaj bomo vzeli pa tesnilo, sprav to staro tesnilo, katerega ne bom še nič mazal. Načeloma to naj ne bi se mazalo, ampak glej. In zdaj to tesnilo gre nekako takole. Ne vem točno, katera stran je prava. Aha, tale ima tukaj to večje, vidiš. Ta večja gre, ker je tukaj, ok, cool. To je pokazatelj. Takole mora biti obrnjen. Tako ne gre, tako ne gre, tako ne gre. Evo ga. Zdaj pa mi tole malo namazam. Zrobat bomo namazam te stranice, da bo to masno. Zdaj ti moraš biti pazljiv, tukaj ima tole take zatiče, da lahko stisneš obroček, veš. Če ga ne boš poravnal na zatiče, boš vse skupaj sfukal. Zakaj? Ker te zatiči so tako narejeni, da ti lepo pospravi obročke v določeno mero, da jih ne sfuka, ne zlom. Aha, tukaj, evo ga. Tukaj pa stisneš obročke, da ta bat še nikoli ni bil v tem cilindru, veš. Evo ga. To je zdaj tako. Pat je noter. Ok, zdaj mi tale nagaja. Se pravi, aha, takole moraš. Takole. Zdaj, če pogledaš, zdaj se bat odbrača. Veš, gor, dol. Veš. In ga postavimo. Recimo da tako. To gre, da vse na suho. Tega itak nikoli ne mažeš. Pa vzamemo glavo. In postavimo glavo. Tako, veš, to je to. In zdaj mi to, veš, tako to pride. Ampak predtem bom jaz tukaj zalepil na bat gor tako nitkico in pa bomo zmerili, koliko jo stisne. Zadeva je bila taka. Moral sem jaz kupiti tole Cin lot žico, 1,5 mm širine, ker gledam tega Italijana, dejansko se na tak način meri skviš. Kaj je skviš? Skviš je, ko ti daš vse skup, ko bat prije do zgornje točke, mora tisto luft vmes se zmeriti. Izmeriš ga na bazi tega, to postaviš tako, zalepiš, daš gor glavo, zategneš, zavrtiš magnet, prije do konca, spustiš, daš dol in zmeraš to širino. Mora biti pa od 1,0 do 1,2 mm tale stisnjena. In zdaj bomo mi to naredili in pogledali, kako je, če je dobro. Damo glavo gor. Takole. Zatisnemo vse skupaj. No, zdaj, ker sem pa zategnil, zdaj pa obrnem magnet. Veš, kompresija naredi svoje. Ok. Prav, naredim par krogov in to je to. Zdaj pa odvijemo spet vse skupaj. Da vidimo, tole jaz drugače delam prvič, tako da veste. Tole se ni niti premaknil. Se pravi, ni niti
pifnal se tegale. Prav, če pogledamo. Aha, 1,3. Malo ga pa je stisnil. 1,4. 1,4, mogla bi biti 1,5. Na sredini 1,3. Se pravi, to naj bi bilo malo preveč. Čeprav to vem, da velja za SP02, ne vem pa kako je za MXR. MXR je malo drugačna. Še 1,3. 1,1, 1,2 bi mogli biti, veš. Zdaj, če bi zamenil, če bi zdaj dal uno tesnilo manjše tukaj spodaj, pa pol pogledali dejansko, pa bomo še to naredili. Okay. Zdaj dejansko niti ne vem, koliko mora biti skviš na temu. Kje dobiti te podatke? To je toliko staro, da... Da niti ne moraš vedeti, veš. Vem, da 1,1 do 1,3 je za SP02 motor. Pa da vzamemo tole, pa da primerimo, koliko je ta široka. Ta je široka 6 mm. 6. Ok, pa ta mala, ta je pa 2. Ta je pa 2. Tako da bomo dejansko dali zdaj tole. Ker kakor sem gledal v instruction manualu, se tele podložke dobijo v različnih velikostih, glih zaradi tega skviša. Sem jaz do zdaj sploh nisem vedel, da se ta skviš meri. Ok. V takih bolj nabritih motorjih je pomemben. Prav 1,5, gled koliko laže, 1,4. Zdaj sem imel ta moj 1,3. Zdaj sem imel ta moj kitajski. Piše 1,5 veličina, na koncu 1,3. Tako, gledam, na koncu je bil stisnjen, veš. Na koncu je bil stisnjen, na sredini pa ne. Čudno, Ok, pa gremo zdaj. Konca. Ok, pa gremo spet dol. Barva se že lušči. Tam, ko se šraufa, se barva že lušči.
je kar zajeban. To nabarvati, veš. To je to polno vse masti. To moraš ene trikrat jo moraš peči. Ali pa je čist do konca staviti, pa barvati. Glej, prvi sem to delal. Učimo se, skozi nimaš kaj. Tale squish se niti pipne ne, le to. Tole se niti pipne ne. Veš. Tole se ni niti dotaknil. Se pravi, boga pitaj, koliko je. Zdaj jaz druge nimam, kot da dam to pa to. Ker če 1,1,1,2, to je on rekel na SP02, je lahko tukaj drugače, veš, koliko je, nijem pojma. Ampak jebi ga, tako je. Tako da tisto spodnjo bom, tista je zdaj polna olja, ki bom namazal. Un je mazal z mastjo, to še nikoli nisem videl, ponovadi. Sem jaz mazal vedno s silikonom, ampak nimaš kaj. Tako da druge ni, kot pač tisto spodnjo dati, to je to. 4.4. evo ga, aprila smo že. Danes, oziroma včeraj, sem dal prvi video na YouTube kanal glede obnove moje Gilere. Tako da vsi tisti, ki ste memberji bili, ste lahko pogledali se prej. Vsi tisti, ki bi radi gledali moje videe prej pred ostalimi, postanite member. Za tistih par bogih evrov za kavico boste dobili dosti več kot ostali. Ampak da ne govorimo preveč o tem, evo me nazaj v delavnici. Trenutno sem ugotovil, oziroma včeraj sem že ugotovil, da sem narobe meril. Zakaj sem narobe meril? In sicer, prav tole žičko, kakor vidite, je ob strani stisnjena. Jaz sem meril na sredini. Mogel bi pa meriti ob strani. In potem sem pač gledal na internetu, sem videl, da sem se dejansko zmotil. Tako da bomo ponovili vajo. Sem pa šel v trgovino dihta kupiti 1 mm. Se pravi, zato da bom spravil v to območje, se pravi 1 do 1,3 squish. Trenutno imam tam 0,6, 0,7, kar je malo pretesno, čeprav motor je delal in mi ni jasen, zakaj bi dejansko dajo toliko velik squish, ampak če posod v navodilih piše, da je tako, pa vsi so mi rekli tako, pol tako mora biti. Tako da zdaj bom jaz dejansko naredil tesnilo s pomočjo tega šablona, narisal pa zrezal. Pa gremo k delu. Pravi, prvo, kar bom naredil, bom narisal. Se pravi, bom narisal. To smo delali nazadnje v osnovni šoli. Oziroma, spominja me na čase geotrikotnika in šole. Tako da tole pa že res dolg časa nisem počel. Moram biti pa res natančen, ker nema tu zajebancije. Jebem ti natančnost. Postavi tako. Tako. Primi in ne premikaj. To je to. Veš, kako to pride. Zdaj pa reži. Moj olfa nož. Japanski. Ko vam jaz naredil, da ga bom polen, da bo res svež.
Pizda, veš, ni v sredini. Oziroma zelo bolje. To je, zdaj pa še tega velikega. Tega velikega treba pojačati. Po šublerju je tale samo 2 mm, oziroma 0,2 mm širša kot tista. Tako da oni so meni prodali to kot milimeter, meni nor šubler kaže 0,9. Res pa da je to kitajski šubler za 2 evra. Tako da je to tudi vprašljivo. To je tudi vprašljivo potem. Kva sem pa zdaj ugotovil, da te dve tesnili nista enaki. Glej te kanale, glej te kanale. In ko pogledam tukaj, drugače, vidiš, tukaj se ne usede, gled to. O, pičku materno starim, gled to, to sploh niso prava tesnila. Oziroma to tesnilo, ki je bilo gor, sploh ni pravo tesnilo. Jaz sem ga delal po temu, gled to. O moj bog. Vidiš, tukaj bi lahko bilo še tesnilo. Pa ga ni, gled. Pa bilo, gled to, pa tukaj gled to. Prav to tesnilo, ki je bilo gor, so dalo od enega drugega modela. To tesnilo, nasploh to tesnilo je pa tudi drugače, da vidimo, kako to gre gor. Ajak, zdaj nisem snemal, gled, kva sem ugotovil. To tesnilo tukaj, ki je bilo gor, sploh ne paše gor, sploh se ne ujame po kanalih. In jaz sem naredil novo tesnilo po kanalih, starega tesnila, to je to. Prav, zdaj sem 1 uro zgubil, oziroma nisem zgubil, učil sem se. Naredil sem tesnilo po tem tesnilu, ki je že bilo gor, pa ni čudo, da ni pravo tesnilo, če dejansko je čist drugo. Zdaj se sprašujem tudi B, kaj je gor. C, a je bil pravi ali ni bil pravi. Eto. Čeprav se je dihto pa to, veš, to.
Veš, novo tesnilo, koliko zakregli tega, ko gre dol. Gled te lukne, čist drugače. Gled te lukne, čist drugače. A veš, to je to. In ga tukaj sploh ne pokrije, le to. Madonna sploh ni prav, čist drugačno tesnilo. In jaz sem zdaj naredil tesnilo polno drugačeno. Shit. Ampak glej, če dam pa na cilinder staro tesnilo, veš, te lukne pretočne, koliko so tukaj dolge. Vidiš, to je to. Ta je pa malo prevelik, veš, ta pa tukaj čisto odprt. Prav ni en tesnil, ni drug tesnil, nista 100%. Če dam mojega starega, mislim novega starega, koliko so majhne lukne tukaj, koliko so večje lukne, gled to, čist neverjetno. Tale je pa tukaj dolg dost, in še pa tukaj še prevelik. Kaj zdaj narediti? Tukaj ga nič ne zakrije skoraj, vidiš. Ja, nič po novi vajo. Skratka, vzel bom novo tesnilo, ki je bolj skladno s mojim blokom in bom narisal, se pravi novo, ampak sem malo jo prilagodil. Tako da bom dejansko to naredil. Zdaj snemo več ne bom, ker veste, zakaj se gre, pa še moram tukaj se skoncentrirati na ene zadeve. Tako da bomo mi zdaj to uredili tako. Probo ga bom prilagoditi mojemu cilindru. To ne moš verjeti. Vedno se dela ena stvar dvakrat ali trikrat, to sem gotov. Ok, tesnilo smo naredili, malo drugače. Prav, lahko se vidi razlika med tema dvema. Ok, zdaj pa trenutek resnice. Dejansko bomo zdaj tole sestavili. Pogledali, kakšen skviš. Po možnosti, če bo premali, bom mogel dodati še uno. To je ta malo zraven. Ampak bomo videli. Zdaj, jaz sem si dal sprintu list, kjer kaže vse Newton metre in piše cylinder head nuts 20 Newton metrov oziroma 22. To je 2 kile, koliko jaz vem. 10 Newton metrov je 1 kila. Nekaj tam. Ok. Vzamemo tesnilo to. To zdaj dajemo provizorično. Zdaj pa vzamemo lote žico in jo odrežemo. Tako. Tako. In zdaj damo cilinder gor. Zdaj zategnemo. Pa imamo še ključ. Eno sem nekaj težje kot druga. To sem zdaj bo. Ok, da vidimo. Tako, kot sem vedel, 0,9 bo stari moj. Evo, zdaj bomo zaščitili tole gumico. Malo bomo namazali s tole moje šinico mastjo. Tole je mast za gume. Hondina Official, se pravi Honda uporablja to mast za osvežitev gume. Ni lepo, no, priznam, ni lepo. Grdo je. Zdaj, če obrnem tja, bom lahko dosegel do tega pa štelu. Če obrnem stran, ne bo grdo, ampak ne bo mogel pol v bistvu z njo upravljati. Zdaj bomo tole dali. Zdaj mene zanima, a jaz naj to namažem z bakreno mastjo ali ne.
Moram pogooglati. Stari moj, če GPT ti pa prije tudi v pomoč. Zdaj, ko sem vprašal, ali se tesnilo iz puha namaže z bakreno mastjo ali ne, pa je rekel, se ne mažejo z bakreno mastjo. Razlogi tesnilo iz puha so narejeni tako, da se ob stiku z vročino uležejo in zagotovijo tesnenje. Mazanje lahko prepreči pravilno tesnenje. Bakrena mast je sicer odporna na visoke temperature, vendar lahko pri izpušnih plinih in vročini povzroči, da tesnilo zdrsne ali se deformira. Nekateri motoristi sicer rahlo namažejo vijake iz puha z bakreno mastjo, da preprečijo rjavenje in olajšajo demontažo, ampak to ni potrebno za samo tesnilo. Če gre za kovinsko tesnilo, naprimer bakreno, ga je dobro rahlo segreti, da se nekoliko razširi in bolje tesni. Če gre pa za grafitno ali kompozitno tesnilo, ga preprosto namesti na suho. Ok. Se pravi, vse, kar bom namazal malo vijake. Čist malo, takole. Toliko, da se bo, ne bo zapeklo. To je to. Se pravi, tesnilo se ne maže. Dobro, da smo vprašali. Tesnilo damo, preprosto damo skup, takole, novo tesnilo imam seveda. Preprosto gre takole, ampak ne gre, ker je malo so lukne. Jepote, ne gre čisto lepo. Veš, treba go. Glej to. Prav bi mogel vzeti malo une pa nabiti. Glej, pazljivo, ker tale je res krhka. Prav tukaj, kjer so navoji, gre malo težje. Ampak bomo mi to že. Daj, pet not. Navoj pa navoj. Navoj pa navoj. Navoj pa navoj, evo. To smo naredili tako. Zdaj pa kako to obrnem, tako. Ali tako, dobro, da sem jaz snemal. In da jaz pogledam. Se pravi, kako bi pogledal, sem imam tukaj tole. Tole meni kaže navzgor. Navzgor, po moje. Ja, veš, malo navzgor. Pa da bom za vsak slučaj bom jaz malo pogledal pa vse tukaj. Evo ga, kaj si misliš o tem obatu? Glej, kak je. Kaj si mislim? V kurcu, eto kaj si mislim. V kurcu. Navzgor, ok. Se pravi, navzgor, takole. Takole. Aha, tesnilo ga malo blokira. Veš, zakaj je to tesnilo malo ožje, kot bi moralo biti? Zato, ker ga, zato da se usede. Ok, to je to. Če pogledaš tole, tukaj sem jaz vse spucal, veš tole. To sem jaz vse spucal, to je bilo vse polno teh saj, pa tega pol znotri sem ga tudi porusil, da bo boljši flow. Ok, zdaj sem se pol ure jebel, stari moj, s tem, da sem dal tole gor na tole, ampak ne gre zdaj, ker imam cilinder. Sem še uno cev dal dol, da bi lahko naštimal, pa ni šlo. Pa sem ugotovil, da nimam pravih vijakov. In dejansko sem kar odnehal, tako da le bom zdaj tole dal gor. Sem malo namazal z mastjo. Tole je APTS ventil. Pa zdaj tako gre tako. Ajde, prijatelj. Evo ga, jebenti. To je največji fuk tole, to je ta APTS, katerega moraš znati naštelati. Veš. Zdaj me to zategnil tako, pa on kad se fugo dobi ga odpre. Zdaj, koliko je tega, veš. In potem ta pride tako, tega moraš dati vmes. Veš, pri Hondi je VTEC, pa APTS. Tole imam občutek, da mogo še odpirati. Bom videl potem, kako se bo motor deloval. Če ta APTS delal ali ne. Kakor sem jaz gledal notro v mašini, je to na bazi centrifuge deluje. Dobre. Ok, zdaj pa še tukaj bom mogel narediti eno zadevo, eno pregrado.
ker zdaj pumpe mi več nimamo. Bom pa zato jaz, opa, pa ga šprica, ko polovnjača. Ok, to stran smo naredili.